Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovane Gorjanke in Gorjanci, cenjene obiskovalke in obiskovalci, lepo pozdravljeni v tej deloma sončni soboti na uradni otvoritvi vadbenih kozolcev in otroškega igrišča v občini Gorje. Sicer ste jih najbrž opazili že pred današnjim dnem, vendar pa so bile potrebne še zadnje finese, da jih danes lahko uradno otvorimo in predstavimo njihovo uporabo. Vadbeni kozolc pri Gorjanskem domu v Zgornjih Gorjah je plod projekta Zelena Gorenjska, v sklopu katerega je občina Gorje preuredila degradirano območje ob Gorjanskem domu v rekreativno površino. V tovrstni projekt je občina Gorje stopila z zavedanjem, da je za opuščene površine boljša priložnostna kot pa nikakršna raba in z namenom občanom omogočiti bolj kvalitetno preživljanje prostega časa. Vadbeni kozolc ob pešpoti v Zgornjih Gorjah in še manjši na igrišču pri Labodu pa sta plod projekta Medgeneracijski živ žav. Občina Gorje s postavitvijo vseh treh spodbuja povezovanje med mlajšo in starejšo generacijo in seveda tudi rekreacijo. Površina vseh vadbenih kozolcev vključuje vadbeni kozolc z integriranimi igrali, velika dva pa vključujeta še vadbeno kletko, ki sta primerna za telovadbo na prostem za predstavnike vseh generacij, od otrok do starostnikov. Starejši kot smo, bolj se zavedamo, da šport je in mora biti del našega vsakdana, če želimo ohranjati zdrav duh in zdravo telo. Kljub temu zavedanju pa je za marsikoga to velik finančni zalogaj. Ekipni športi terjajo finančni vložek za opremo in vpisnino, tudi karte fitness centrov niso za mimogrede. Živeti v občini, ki poskuša omogočiti športne aktivnosti za svoje občane brezplačno, je danes res privilegij. Ta privilegij imamo v naši občini in danes se lahko skupaj veselimo odprtja novih vadbenih kozolcev, ki bodo poskrbeli za višjo raven našega zdravja, prav tako pa nas bodo medgeneracijsko povezali. Največja zahvala za ta projekt pa gre vsekakor županu občine Gorje, gospodu Petru Torkarju, ki nam je to pravzaprav omogočil. Zato ga vabim k mikrofonu in prosim za nekaj besed. Hvala lepa, Ani. Jaz mislim, da zasluži en velik aplavz, ker je povedala čisto popolnoma vse, kar je treba bilo povedati za tele vadbene kozolce. No, čisto na začetku ali čisto na koncu govora gospe Ane, da je pravzaprav tisti, ki je najbolj zaslužen župan, to ni čist res. Res pa je, da smo že leta 2019 prijavili projekt na last Gorenjske košarice in od leta 2019 pravzaprav pričakovali na občini Gorje, kdaj bodo pravzaprav odobrena sredstva. In to se je iz leta v leto prenašalo z občinskih proračunov. Resnično je, da so svetnice in svetniki spraševali, zakaj se pravzaprav nič še ne zgodi, ampak seveda zgoditi se ne more, če niso odobrena sredstva in če ni sklepa o upravičenosti sredstev. No, če lahko povem tisto, kar Ana ni mogla povedati, jaz pa lahko iz spomina povem, kako je bilo, ko pa smo v lanskem letu 2022, dobili podpis pogodbe za izvedbo vadbenih kozolcev in imeli čas samo 42 dni, da smo vadbene kozolce lahko izvedli in zaključili zaključno situacijo in poslali v pregled in kot je bilo pregledano, smo imeli, bom rekel, vse možnosti za črpanje teh sredstev. Tako da se med drugimi lahko zahvalim občinski upravi, da je lahko speljala vso zadevo in pa izvajalcu, ki smo ga zelo na hitro mogli najti, da so pravzaprav vadbene kozolce vse tri postavili do roka in da smo tudi z roki prišli skozi za možnost črpanja sredstev. Drage športnice in športniki, najprej opravičilo tistim, ki čakate že od 2 popoldne, pa smo seveda zaradi vas športnic in športnikov, ker se zavedamo, da je zelo pomembno, da si ogledate, kako in na kakšen način se pravilno uporabljajo vadbeni kozolci in pa naprave v vadbenih kozolcih, da smo vas počakali. Seveda imamo pa med nami tudi Anjo Mandlc in pa Miha Dovžana, za katere računamo, da bomo spremljali in navijali za njih
na naslednjih olimpijskih igrah v Cortini, italijanski Cortini. Še prej pa bo vrsto državnih, svetovnih in ostalih tekmovanj, tako da smo dobrodošle vsi Gorjanke in Gorjanci, da jih podpiramo v čim večji meri. Danes pa med nami Anja in Miha. No, jaz bi kar prosil gospo Ano, da nadaljuje s programom in med nami tudi pozdravljam Pagon Šport, živijo, ki nam bo predstavil s svojimi animatorji, kako se te vadbene kozolce lahko uporabljajo, tako da tudi njim najlepša hvala in čestitke, pa čim večkrat pridite med nas. Hvala lepa za priložnost, da smo lahko prišli v vaš čudovit kraj, popestriti tole sobotno dogajanje. Glede na to, da smo bili dopoldne že na Bledu, v polni akciji, mislim, da nam bo tudi tole sedaj lepo uspelo. Športniki, za vami je kar tudi pester dan, tekmovalno. Upamo, da imate še nekaj energije, da se skupaj do 5 podružimo. Čim manj, ne me narobe razumeti, pogovarjamo v smislu kaj, kako, ampak da se čim več podružimo športno, sproščeno, tako da jutri zaslužena nedelja, ampak še vedno z enim prijetnim spominom na otvoritev te super pridobitve. Jaz kot športni pedagog gledam na to, da vse, kar se naredi na prostem, v šolah, ob šolah, za kvalitetno delo z otroci, kjer tudi starejši najdejo priložnost in možnost za rekreacijo, da je to tista dodana vrednost v kraju in celotni družbi za boljši jutri, za boljše funkcioniranje, sodelovanje in tako naprej. Pač šport nas povezuje, tekmovalno, netekmovalno, druži nas, spoznavamo svoje meje, postavljamo si cilje in to je tisto gonilo razvoja, ki mislim, da mora biti v vsakem od nas. Tako da je pa fino, da se to začne že v predšolskem obdobju. Danes sicer nimamo veliko otrok iz vrtca, ampak nič hudega. Vidim, da ste šolari, tudi malce starejši že, ampak mislim, da se bomo lepo zaigrali, popestrili tole popoldne še in naredili kakšno super igrico. Tako da, glede na število obiskovalcev, zdaj bi jaz prosil tisti, ki si želite malce podružiti, da pridete semle k meni. Pogledamo malce tale vadbeni kozolc, malo mi boste povedali, ga uporabljate, ne uporabljate, na kakšen način. Ker tako je, v vsakem procesu vadbe se še vedno najde mogoče kakšna sprememba, oziroma je dobro, da je kakšna sprememba, da nas vrže iz tiste dnevne rutine, ker če se preveč nekako rutinsko obnašamo, tudi vrhunskega rezultata ga težko dosežemo. No. V glavnem, v športu to trenerji najboljše veste, da je treba skozi iskati neke nove poti, nove načine treniranja, da lahko športnika še bolje pripravimo, da pač iz njega lahko iztisnemo še več, da se dokaže, da lahko pokaže tisti svoj potencial, ki ga ima. In bolj, ko smo iznajdljivi, bolj, ko je nekdo motiviran, lažje se pride do uspeha. Ni pa tukaj nič podarjenega, tako da jaz bi se na tem mestu bi res čestitev in tudi pohvalil vse športnike. Vztrajajte na tej poti, ker športna pot je garaška pot, ampak to je izjemna šola za življenje. Tako da vztrajajte in potem to prenesite pač na svoje področje naprej. Tako da hvala za besedo še enkrat in vas lepo povabim, če prijete do mene. Tudi starejši ste vabljeni, tako da se bomo potem dogovorili, kako tale animacijski del izpeljati do konca. Imamo kar nekaj idej, kako in kaj, bomo pa skupaj oblikovali končno varianto in se malce pozabavali. Prav? Tako da hvala še enkrat in pridite bliže. Dober dan, živijo še v mojem imenu.
Jaz bi vam sam to položila na srce, da uživajte v športu še naprej, trenirajte pridno, vztrajajte v temu in če boste dosti dolg časa vztrajali, boste siguren nekaj dosegali. Tukaj v Gorjah vas vsi podpirajo in jaz mislim, da imate zelo dobro priložnost za uspeh tudi vi. Ja, še nekaj besed z moje strani. Zelo lepo je pogledati tale kozolec tukaj. Tudi tale plezalna stena mi zelo všeč, če ne meni bo pa sinu zelo prav prešlahmal. Tako da na noge se že postavlja zdaj vsak dan meter višji, tako da sem zelo vesel. No. Tudi v bistvu je poskrbljen za vse generacije tukaj in res en lep izgled občin Gorje. Za vas spet en športen dan tukaj v Gorjah, otvoritev vadbenih kozolcev, ki boste jih pridobili z lasom Gorenjska košarica. Že v letu 2019 se je vse skupaj začelo. To drži? Ja, zelo smo veseli te velike pridobitve. Namreč vadbeni kozolci nam ponujajo možnosti rekreacije v vseh vremenskih pogojih. In pa ne nazadnje tudi vrtec in osnovna šola jih uporablja kot bralne kotičke, tako se otroci posedejo pod vadben kozolec, učiteljica ali vzgojiteljica pa bere knjigo in resnično je lepo pogledati vsakič, ko vidiš kakšen tak dogodek. V občini Gorje smo postavili 3 vadbene kozolce v Zgornjih Gorjah na poti med spodnjimi in zgornjimi gorjami in pa v novem naselju Spodnje Gorje, tako da je za vse možnost koriščenja. Poslušam pa športnike, kako lepo zakrožijo to športno pot in na vsakem vadbenem kozolcu izvedejo eno izmed vaj na teh vadbenih kozolcih. In na sami otvoritvi ste poudarili, da ste imeli za postavitev teh vadbenih kozolcev zelo malo časa, menda samo 42 dni. No, resnici na ljubo smo kar nekaj časa čakali na podpis same pogodbe. Torej sklep o možnosti črpanja sredstev smo sicer dobili že kar nekaj let prej, samo pogodbo pa je ministrstvo nekaj časa čakalo. No in v lanskem letu se je zgodila tudi podpis pogodbe in ta kratek čas, ki je bil na voljo za samo postavitev vadbenih kozolcev, smo, bom rekel, z dobrimi in iznajdljivimi izvajalci zmogli. Prišli smo tudi do zaključne situacije in pa pregleda vseh del, tako da komisija je ocenila, da smo izvedli vse tako, kot je bilo po načrtih in ne nazadnje tudi uporabna dovoljenja, ki so potrebna za tovrstne objekte, so bila pridobljena v, bom rekel, tem rekordnem času 42 dni in enostavno želimo si, da bodo čim bolj koristili Gorjankam in Gorjancem in pa seveda na vsak način tudi tistim, ki našo občino obiščejo. In za kakšen strošek je šlo pri teh vadbenih kozolcih? Je to prispevala tudi sama občina sredstva? Za vse 3 vadbene kozolce, torej priprava terena, postavitev vseh 3 vadbenih kozolcev in naprav v vadbenih kozolcih je prišlo nekaj čez 80 000 evrov, od tega je bilo 63 000 evrov evropskih sredstev, ostalo pa je lastna udeležba občine Gorje. Kot je videti, že prvi dan je kar razveseljivo, imate v Gorjah kar dovolj športnikov, mladih, aktivnih. Moram povedati, da pravzaprav vadbeni kozolci se uporabljajo od vsega začetka, ko smo jih postavili. Res pa je, da imamo izvrstne športnike, predvsem tekače in biatlonce. No in danes so nas tudi počastili s svojo prisotnostjo Anja Mandelc in pa Miha Dovžan, ki sta bila na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022. Eva Orevc in pa Miha Ličev sta se opravičila. Torej, v Pekingu smo imeli kar 4 predstavnike od 44 slovenskih predstavnikov, za leto 2026 v Cortini pa si želimo, da bomo peljali kar 5 predstavnikov iz občine Gorje v teku na smučeh.
Miha Ličev, Anja Mandelc in Eva Orevc v biatlonu, pa Miha Dovžan in dodali bomo tudi Klaro Vindišar. Hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam. Miha Dovžan, olimpijec, bili ste že udeleženec olimpijskih iger v Pekingu, sedaj z vsemi pričakovanji strmite v Milano. Sicer pa tukaj vadbeni kozolci, v kolikšni meri bodo pripomogli mladim za kakšen trening, za rekreacijo? Pozdravljate te kozolce? Ja, lep pozdrav, res je, ja, pozdravljam te kozolce. Res so nek tak lep pašejo v okolico in verjamem, da bojo tudi mladim tekmovalcem v gorjah, ki jih je kar veliko, pripomogli k kakšnemu treningu. Tudi fajn je, ko so pokriti in tudi daš malo več ovira, tako da se da narediti dober trening tukaj in verjamem, da ga bojo izkoristili. Današnji dan pravijo, da smo še nekje v poletju, pa vendar temperature se bodo spremenile, ste že na treningih? Res je, ja, danes, kar kaže, bo zadnji poletni dan, je tak malo čuden občutek te temperature, ker če tako pogledamo, imamo dober mesec do začetka sezone in temperature okoli nič nam bodo vsekakor prav prišle, da se malo prevadimo, ampak ja, že jutri se to spremeni in je pa lepo, da se je ta jesen podaljšala in tudi treningi so veliko boljši v takem vremenu, kot po nekom mrazu zdaj že. Kje bo prva tekma v sezoni? Kot prvo tekmo bomo nastopili na Švedskem, v Estersundu. Tam je že nek stalen začetek sezone in že komaj čakamo, da se začne. Hvala za pogovor in čim boljšo sezono želim. Hvala. Anja Mandelc, tudi vi ste že olimpijka, bila ste že na olimpijskih igrah v Pekingu. In kako vi gledate zdaj na te vadbene kozolce v domačih gorjah? Ja, mislim, da zelo lepo polepšajo tole okolico tukaj in še bolj poudarjajo na športni značaj naše občine in mislim, da so ena res lepa pridobitev in za mlade in za starejše, da se še vsi še bolj vključijo nekako v športno udejstvovanje. Torej za zdrav življenjski slog, za rekreacijo in za vse skupaj? Ja, točno tako, ja. Vi ste že začeli s treningom? Ja, v bistvu mi največ treninga opravimo čez poletje, tako da ponavadi sezono začnemo 1. maja in v bistvu treniramo celo poletje, tako da treningi so že v polnem teku, zdaj že v bistvu smo na tistem vrhuncu z najbolj intenzivnimi treningi in se res že pripravljamo na začetek sezone. In kje bo prva tekma? Pripravljalne tekme bomo imeli na Finskem v Munju, potem pa v bistvu prvi svetovni pokal isto na Finskem v Ruki. Veliko uspeha v letošnji sezoni vam želim. Najlepša hvala.